Občutki. Vsi nosimo v sebi ogromno potlačenih oziroma nepredelanih čustev, ki v nas ustvarjajo nevidne prepreke in nam tako ali drugače otežujejo naše življenje. Vendar se zavedajmo, da so vsi ti naši občutki, vsa ta naša čustva le neke vrste smerokazi oziroma kažipoti v našem življenju, ki nam kažejo, da smo skrenili s poti. Naučimo se uporabljati njihovo sporočilo kot neke vrste vodnike za polnejše in bolj srečno ter radostno življenje. Vsi imamo v sebi neverjeten potencial, zato se zdaj naučimo odstraniti te blokade, ki nas ovirajo pri dosegi naših ciljev. Kajti prav vsi si zaslužimo srečno, radostno, zdravo, ustvarjalno in nadvse polno življenje. Izkoristimo potencial naših občutkov in bodimo preprosto srečni in uspešni. Tudi tako imenovani negativni oziroma neprijetni občutki so čisto v redu, so le pokazatelji in nam le sporočajo, da moramo v svojem življenju nekaj spremeniti. Vsi ti občutki so tu z razlogom, saj prinašajo neko sporočilo. Zato jih ne tlačimo, ker bolj, ko jih bomo odrivali, bolj, ko se jim bodo upirali, večji bodo postajali. Le zavedajmo se jih in jim preprosto dovolimo, da so tu. Zato se zavedajmo svojih občutkov in si jim dovolimo prisluhniti. Poskušajmo se čim bolj udobno namestiti. Nekajkrat globoko vdihnimo in počasi izdihnimo. Biti nam mora kar se da udobno. Ta trenutek si dovolimo začutiti svoja čustva, svoje občutke. Ne bojmo se, vse je v redu. Ne pozabimo, da smo popolnoma varni in da je za nas vedno poskrbljeno. Vse se dogaja le dobro in najboljše za nas. Zdaj poskušajmo čim bolj ozavestiti svoje občutke. Kaj pravkar čutimo? Kaj občutimo? Je to prijetno ali neprijetno? Zdaj si predstavljajmo val bleščeče svetlobe, ki popolnoma preplavi naše telo. To svetlobo občutimo kot prijetno energijo, ki zdravi in nas čisti. Zdaj sprejmimo te svoje občutke in si jih dovolimo občutiti. Ne odrivajmo jih. Takoj, ko jim bomo dovolili, da preprosto so, postajajo manjši
in manjši. Pomembno je, da si dovolimo začutiti ta svoja čustva, te svoje občutke. Sprejmimo to odločitev, da jih začutimo. Ne obtožujmo se za nič in tudi ne iščimo krivca drugod. Zavedajmo se, da so to le naša čustva, ki so del nas. Prevzemimo odgovornost zanje. Situacijo, v kateri smo se znašli ta trenutek, sprejmimo. Dejstvo je, da se nam je to zgodilo, pa naj bo karkoli. Kar se je zgodilo, ne moremo spremeniti. Kaj pa mi čutimo pri tem in do tega pa je popolnoma odvisno le od nas. Lahko smo žrtve tega in se le smilimo sami sebi, lahko se obtožujemo in obsojamo oziroma krivdo prenašamo na druge. Pa je to res potrebno? Preprosto dovolimo si sprejeti vse te občutke, ki jih pravkar čutimo, in jim le pustimo, da so tu. Vse je v redu. To so naša čustva in mi smo odgovorni zanje. Na to situacijo lahko pogledamo zviška, iz širšega kota, in tako lažje pridemo do prijetnih misli. In le na takšen način se premaknemo naprej. Prevzemimo kontrolo nad njim. Naj nas ne imajo naši občutki v pesti. Mi sami smo tisti, ki upravljamo s svojimi občutki. Dokažimo svojim občutkom, da si jih ne bojimo. Preprosto jim samo dovolimo, da so tu. Kje natanko občutimo svoje občutke? Kakšni so? Kako intenzivni so? Imajo morda kakšno barvo? Poskušajmo jih čim bolj začutiti in občutiti in poiščimo sporočilo, ki ga nam prinašajo. Začutimo zdaj to bleščečo svetlobo, ki potuje skozi nas. Ta svetloba nas osvobaja in zdravi. Vsi ti kontrasti se nam pojavljajo prav z razlogom. Kako lahko vemo, kaj je noč, če ne poznamo teme? Kako lahko začutimo toplo, če ne občutimo in poznamo mraza? Kako bi lahko občutili veselje, če ne občutimo in izkusimo žalosti? Kako lahko občutimo ljubezen, če ne izkusimo sovraštva? Zdaj izrazimo točno to, kar občutimo ta trenutek. Ne zadržujmo teh občutkov v sebi. Tudi če so ti občutki še tako neprijetni, je čisto v redu. Izrazimo jih. Saj nam prav ti občutki sporočajo, kaj si ne želimo, in tako lahko hitro ugotovimo, kaj si pa res želimo.
Naša čustva in vsi ti občutki so preprosto tako kot voda, ki nenehno teče, ali kot energija, ki teče skozi nas. Ne zaustavljajmo zdaj tega pretoka, ne delajmo blokad. Dajmo tej energiji prosto pot in dovolimo, da steče. Naj gre. Svoje občutke lahko izražamo na različne načine. Lahko tiho v sebi, lahko pišemo, lahko s pomočjo slikanja, lahko je to ples, gibanje, katerikoli šport, ali pa nam najbolj znani način, preprosto z govorom. Besede so največkrat tiste, ki povzročajo naše misli, misli so pa tiste, ki kreirajo naše življenje. Ne pozabimo na čudovito orodje, ki ga poznamo. To je hvaležnost, ki nam v vsakem trenutku lahko pomaga. Toliko je stvari, za katere smo lahko ta trenutek hvaležni. Dajmo, začutimo to hvaležnost in se zahvaljujmo in zahvaljujmo. In prav hvaležnost nas bo popeljala v visoke vibracije. Dovolimo si spustiti zdaj svojo preteklost, vse, kar se nam je slabega zgodilo. Ne oklepajmo se več tistega, kar je bilo. Ne oklepajmo se svojih različnih slabih čustev, svoje zamere, strahu, tegob, sovraštva, jeze, maščevanja in jih preprosto le opustimo. Naj gredo. Popolnoma varno je, da gredo. Res mislimo, da potrebujemo vse to, da zadržujemo vse to v sebi? Bo kaj bolje, če se počutimo slabo? Kaj lahko izgubimo s tem, ko jih spustimo? Ničesar, le pridobimo. Dovolimo jim, naj gredo. Občutimo zdaj še zadnjič to čudovito svetlobo, ki zdaj spira vse te slabe in neprijetne občutke. Kako nam je lepo, kako smo mirni, kako smo očiščeni. Preplavlja nas ljubezen, preplavlja nas hvaležnost. Počutimo se, kot bi se nam odvalil kamen od srca. Vse blokade v nas popustijo in mirno ter varno lahko potujemo naprej, naprej proti svojim ciljem. Globoko vdihnimo in izdihnimo. Ko se izrazimo, energija preprosto steče skozi nas. Vsi ti neprijetni občutki se začnejo topiti in postajajo čedalje manjši in začnejo se dogajati čudeži. Odprejo se nam vrata v popolnoma novo realnost, v življenje, ki si ga želimo, v življenje, ki si ga zaslužimo in življenje, ki nas izpolnjuje.
lahko se nenehno učimo osvobajati vseh teh neprijetnih občutkov in preprosto prevzamemo odgovornost za vse, kar se nam dogaja, v svoje roke. Saj smo le mi tisti, ki ustvarjamo, ki kreiramo svoje življenje. Le popolnoma zaupajmo in verujmo. V srcu občutimo hvaležnost in radost. Življenje je res čudovito.